In druga stran si res želi, da bi šlo za uničenje Izraela, pokol 7 milijonov ljudi, obglavljanje dojenčkov. Podpirajo sežiganje ljudi. 90% časa moramo napadati, namesto da se 90% časa branimo. Weiss je ameriški odvetnik za intelektualno lastnino, avtor in vidni zagovornik Izraela, ki opravlja funkcijo predsednika organizacije Israel Justice Organization. Prej je med drugim opravljal funkcijo nacionalnega predsednika nacionalnega sveta organizacije Young Israel. Dobrodošel v JNS News Hubu, Foli. Hvala, vesel sem, da sem tukaj. Torej, najprej se malo pogovoriva o tvoji knjigi, za katero do nedavnega sploh nisem vedel. Zdi se mi zelo zanimivo branje. Najlepša hvala, knjiga je tukaj, imenuje se Ker je pravično in prav, nepovedana zgodba o priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela strani ZDA in o selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem. In zgodba v ozadju te knjige je, da sem bil leta 1995 predsednik sinagoge Young Israel of Phoenix. In iz pisarne senatorja Kyla so me prosili, ko je bil pravkar izvoljen v senat, rekli so, da želijo to narediti v njegovem prvem letu kot senator, kljub temu, da je verjetno 80% Phoenixa. Judovske skupnosti v Arizoni glasovalo proti njemu na volitvah, proti judovskemu demokratskemu kongresniku Samu Kaufmanu, da želijo dati prednost selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem in sprejeti zakonodajo. In želeli so, da bi jim tisto leto kot glavni judovski povezovalec svetoval. Tako sem sodeloval z Glennom Hammerjem, ki je bil del pravosodnega odbora in je tisto leto delal za senatorja Kyla. In z Janino Sperno, ki je bila njegova vodja za zunanjo politiko skozi vse leto. In razpravljali smo, ko so postopoma prišli do tega, da je bila zakonodaja oktobra sprejeta z 93:5 v senatu in 374:37 v predstavniškem domu. Kljub temu, da je predsednik Clinton temu popolnoma nasprotoval in bil proti, v njegovih 8 letih predsedovanja ni bilo nobenega drugega primera, ko bi bili glasovi tako močno proti temu, kar je želel narediti. To je bila večina, ki bi lahko preglasovala predsedniški veto, in to je bilo neverjetno dosežek za senatorja začetnika v prvem letu mandata. Naslov smo izbrali, ker je pravično in prav, ker so ljudje pristopili k senatorju Kylu in ga vprašali ter rekli: zakaj to počnete? Niste Jud. Zakaj vam je mar za to vprašanje? In njegov odgovor je bil: ker je to pravično in prav. In tako je dejansko napisal predgovor za knjigo. In Mike Huckabee, David Freeman, Alan Dershowitz, senator Joel Lieberman in drugi so napisali priporočila v knjigi. In knjiga ni samo o judovskih pravicah do Izraela. Moj soavtor Len Gronstein mi je rekel: veš, morava tudi govoriti o tem, da je bila to prava odločitev. In tako je šel skozi. On je velik talmudski učenjak. Preučil je biblične argumente iz judovskih virov, prav tako pa je velik strokovnjak za mednarodno pravo, zato je predstavil tudi argumente mednarodnega prava za judovske pravice do Izraela ter podrobno opisal celotno zgodbo o odprtju veleposlaništva. Leta 2018 sem bil v Jeruzalemu na odprtju veleposlaništva in mislim, da je knjiga zelo pomembna, ker podaja argumente, ki jih danes nihče drug ne izpostavlja, glede judovske pravice do Izraela. In to so pomembni argumenti, ki jih je treba predstaviti. Pogovoriva se za trenutek o tem. Kaj je bistvo tega argumenta? Bistvo argumenta je, da imajo Judje večjo pravico do dežele Izrael kot katerikoli narod na svetu, do katerekoli dežele na svetu. To je res nekaj izjemnega. In vendar je najbolj sporna dežela na svetu prav tista, do katere imajo Judje najmočnejšo pravico. To nima nobenega smisla. Torej, na primer, vsi poznamo prvi Rašijev komentar k Tori, ki se sprašuje, zakaj se je Tora začela z ustvarjanjem sveta in ne s prvimi zapovedmi, prvimi micvami. In Raši pravi, da če bi kdo trdil, da imajo Judi pravico do dežele Izrael, bi rekli, da jim jo je dal Bog. Bog je ustvaril svet in ga lahko da komorkoli želi. Dal ga je judovskemu ljudstvu. Ker je moj soavtor Len Gronstein prav tako ugotovil je, da je Hiskuni, znani komentator izpred približno 800 let, rekel je, da je Noe po koncu poplave imel v lasti ves svet in je lahko dal katerokoli zemljo komorkoli je želel. Bil je v bistvu prvotni lastnik sveta. In deželo Izrael je dal svojemu sinu Semu. In Sem, katere hči Tamar, se je na koncu poročila z Judom, Jakobov sin Juda, ki jo je dal dalje Izrael Avrahamu. In tako je Avraham vse to predal Jicaku, Jakobu, judovskemu ljudstvu. Tako je judovsko ljudstvo podedovalo deželo Izrael. In Raši dejansko komentira v Lahahaham, da Bog reče Avrahamu, naj gre v to deželo, ki je v resnici njegova dežela, ki mu je bila dana. In v Parši Hajej Sara piše, da Avraham reče, Raši pravi, da Avraham reče Efronu, da lahko vzamem jamo Mahpela od tebe, ker je to v resnici moja zemlja. Ampak vseeno bom zanjo plačal polno ceno, ker je bila dana judovskemu ljudstvu.
Torej imamo to zemljo, ker smo jo podedovali. In imamo jo, ker nam jo je Bog dal. In še več, Maharal pravi, da je bilo vseh 7 narodov v deželi zavojevalcev, ker je bila dana Semu, ti ljudje pa so prišli in zavzeli zemljo, ki ni bila njihova, kar je bilo v tistih časih običajno. In da niso imeli nobene pravice do te zemlje. Torej imajo Judje pravico do nje, ker so jo podedovali. In potem nadaljujemo z razpravo o argumentih mednarodnega prava glede pravice judovskega naroda do te dežele, po mednarodnem pravu, če želite, da nadaljujemo tem. Ja, no, glede mednarodnega prava, mislim, kako mislite, kaj mislite, da je najboljši način za dejansko uresničitev tega cilja? In se boriti se, mislim, da se temu reče pravna vojna za Izrael na mednarodnem prizorišču. Obstaja znan argument in znan izraz v pravu, ki pravi, če je tvoj argument najboljši na dejstvih, poudarjaš dejstva. Če je najboljši na pravu, poudarjaš pravo. Če pa ni najboljši na nobenem, tolčeš po mizi. Druga stran je zelo dobra v tem, da tolče po mizi in povzroča veliko hrupa. In ena od napak, ki jih dela Izrael in celotna proizraelska skupnost, je ta, da ne ovržejo pripovedi, lažnih pripovedi, na način, kot bi jih morali. Naprimer, druga stran pravi, da so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite. Ali pa, da imajo po mednarodnem pravu palestinski Arabci pravico do dežele Izraela. Dejstvo je, da je v ustanovnem dokumentu PLO iz leta 1964 po 24. členu njihove listine izrecno pravijo, da ne uveljavljajo nobenih zahtev do Zahodnega brega, kamor spadata tudi vzhodni Jeruzalem in Gaza. Torej so ljudje ves ta čas poskušali jim dati zemljo, za katero so v svojem ustanovnem dokumentu zapisali, da nanjo nimajo nobene pravice. Razlog, zakaj so to rekli, je bil ta, da je Jordanija takrat imela to, kar se imenovali Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem. Mislim, vzhodni Jeruzalem, Egipt pa je imel Gazo. Želijo jasno povedati, naš cilj je uničiti Izrael. Ni nam mar za to zemljo. Ne želimo ustvariti palestinske države. Nikoli ni šlo za Palestince, vedno je šlo za uničenje Izraela. In želijo to jasno povedati. Judje se nikoli niso odpovedali pravici do Jeruzalema, nikoli se niso odpovedali pravici do dežele Izrael. To vključujemo v svoje molitve, to vključujemo v svoje poste in vse ostalo. In tako po mednarodnem pravu, po prvi svetovni vojni, Društvo narodov se je sestalo 2 leti po Sanremu in sprejelo resolucijo, ki je judovskemu narodu dala pravico do vse Izraela, vključno z vso Judejo in Samarijo ter celotnim Jeruzalemom. In ker Združene države niso bile del tega, Anglija je želela, da bi bile Združene države del odločitve. Zato so šli in sklenili anglo-ameriško pogodbo z Združenimi državami, ki jo je ameriški senat soglasno sprejel, podpisal pa jo je predsednik Coolidge, ki je ratificirala pogodbo in izjavila, da Združene države podpirajo ponovno ustanovitev judovske domovine na ozemlju Izraela, kot države, ki bo, in da lahko Judje z vsega sveta pridejo v to državo, pravica do vrnitve v to na ozemlje Izraela. In ko ljudje pravijo, da po mednarodnem pravu Judje nimajo pravice do tega, do Judeje in Samarije, naprimer, ali vzhodnega Jeruzalema, to dejansko ni res. Po pogodbenem pravu je ta pogodba še danes veljavna. In žal ga ne uporablja noben izmed glavnih zagovornikov Izraela, niti izraelska vlada, ko govorijo o judovski pravici do te zemlje. Tako izpade, kot da ima druga stran prav glede mednarodnega prava. Nasprotno pa se popolnoma motijo. In ko gre za Judejo in Samarijo, kako svetujete uveljavljanje izraelske suverenosti v Judeji in Samariji? Dejstvo je, da imamo po tej anglo-ameriški pogodbi in po Društvu narodov pravico do celotne Judeje in Samarije. Da sploh ne omenjam, da je Izrael v obrambni vojni zmagal in osvojil to ozemlje, kar mu po mednarodnem pravu prav tako daje pravico do te zemlje. Torej, obstaja veliko območij in veste, vi govorite o Judeji, Samariji in vzhodnem Jeruzalemu, jaz pa govorim o glavnih območjih judovske lastnine, kaj ne? To je omenjeno celo v Tori. Nakup jame Makpela, v Tanahu je omenjen nakup Tempelske gore. Omenjen je nakup Jožefovega groba v Sihemu. Tako imate območja, ki so bila kupljena in so omenjena v Svetem pismu. Ne morete imeti močnejšega dokaza o nakupu, ampak to so območja, kjer so živeli praočetje in 4 pramame. In to je območje judovskega ljudstva. Palestinske Arabce vprašal sem Tomasa Nidesa, ko je bil veleposlanik Združenih držav, sem rekel, naštejte mi palestinskega arabskega voditelja pred 1000 letom 1867. Dejstvo je, da palestinski Arabci ne more navesti nobenega, ker ga ni. Zakaj je tako? Zakaj obstaja tak občutek? Veš, zdi se, da ves svet sprejema to pripoved, no? Ne ves svet, ampak veš, veliko držav sprejema palestinsko pripoved in ne bere tega, kar vi pravite. Torej, da smo mi Judje, judovsko ljudstvo. Imamo veliko boljšo podlago za nas zahtevek do svete dežele.
No, spomnite se, judovsko ljudstvo šteje 15 milijonov ljudi. Na svetu je okoli 8 milijard ljudi. Druga stran nas številčno presega, veliko več držav, veliko več ljudi. In zato to ni lahka stvar. Tu, če imaš prav, ko je druga stran številčnejša, bogatejša, ima več denarja, več sredstev, več virov, ampak problem je, če ne podajaš svojih najboljših argumentov in jih ne ponavljaš, potem boš izgubil spor. Tudi če tvoj argument preplavi nasprotna stran, ga moraš vseeno predstaviti. Ker dejstvo je, da so Združene države najpomembnejša država. Še vedno imamo velik vpliv v Ameriki. In dejstvo je, da smo imeli najbolj proizraelskega predsednika v zgodovini države Izrael, predsednika Trumpa. In tako imamo državo, veste, ko ljudje govorijo o tem, kako slabe so stvari, ampak na mnoge načine, pravzaprav ne samo v Ameriki, imate najbolj proizraelskega predsednika v Argentini in v Malaviju. Zdaj imate najbolj proizraelskega predsednika v Čilu. Zdaj imate najbolj proizraelskega predsednika v Kolumbiji. Pravzaprav v določenih državah dobivate najbolj proizraelske predsednike v zgodovini teh držav. In to je dobrodošel znak, upajmo, če Bog da, bi ga lahko imeli tudi v Braziliji oktobra. Zdi se, da obstajajo države, ki so pripravljene zavzeti se za to, kar je prav, kot pravite. Kako pa lahko to sporočilo prenesemo naprej v svet? Mislim, da je JNS odličen forum za to, postaja vse večji in večji in del tega intervjuja je prav to, da prenesemo to sporočilo naprej. Zato sem tudi pomagal začeti z Jonathanom Berkom in dr. Joyem Fragerjem. Israel Justice Organization je pomagati in posvetiti čas prizadevanjem, da to sporočilo prenesemo v svet, kjer smo imeli dogodke z Brianom Kilmeadom. Zdaj sem bil v zadnjih 3 mesecih 5-krat gost na radijski oddaji Briana Kilmeada. Ima 2 milijona dnevnih gledalcev. Poskušamo biti veliko bolj prisotni, ker vidimo, da so drugi ljudje, ki so že javno nastopali, veliko jih ne zna zagovarjati svoje stališče, ne zna predstaviti dejstev, ker druga stran res... Na čem je druga stran? Druga stran resnično daje prednost uničenju Izraela. Okoli 7 milijonov ljudi. In kot pravim ljudem, sem bil enkrat v radijski oddaji in oseba je rekla, da podpira bombne napade na avtobuse kot odpor proti okupaciji. In rekel sem mu, ne morem imeti racionalnega pogovora z nekom, ki misli, da je razstreliti dojenčka dobra ideja. Ti ljudje, ki podpirajo napade Hamasa, verjamejo in podpirajo obglavljanje dojenčkov. Podpirajo sežiganje ljudi, civilistov. To je ogabno. Ampak ljudje ne pokažejo ogorčenja. Ne spravijo jih v obrambni položaj. 90% časa moramo napadati, namesto da 90% časa branimo. Ko se braniš, si že izgubil boj. In ko danes pogledaš situacijo, spet res ne vemo, kaj se bo zgodilo naprej, ampak kar se tiče Združenih držav, odnosa med ZDA in Izraelom, naraščajoči antisemitizem po vsem svetu, tudi v Združenih državah, in naraščajoče nasprotovanje Izraelu, vsaj v določenih sektorjih, občutki. Kako vi to vidite? Ste optimistični glede prihodnosti? Kako vidite prihajajoče mesece in leta? No, veste, če pomislite, moj bog, antisemitizem se slabša, nasprotovanje Izraelu se slabša. In vendar so nekatere od teh držav dejansko boljše kot kdajkoli prej. Veste, judovska skupnost je zdaj v Argentini v veliko boljšem položaju, kot je bila kdajkoli prej. In potem bo Kolumbija postala veliko boljša, kot je bila kdajkoli prej. Tudi v Čilu bo veliko bolje kot kdajkoli prej. Čeprav ima veliko palestinsko-arabsko prebivalstvo, ima najbolj proizraelskega voditelja v zgodovini države. Tako imate primere, kjer se stvari celo v tem okolju dejansko izboljšujejo. Tako imamo najbolj proizraelskega predsednika. V naslednjih skoraj 2,5 letih njegovega predsedovanja se lahko zgodi še marsikaj. In mislim, da je treba to izkoristiti. Dejstvo je, da postaja demokratska stranka v Združenih državah vse slabša. Dejstvo je, da se pri republikanski stranki veliko stvari izboljšuje, ker Thomas Massie ne bo več član kongresa. In Marjorie Taylor Greene ni več članica kongresa. Tako da je v republikanski stranki vlada velika enotnost glede podpore Izraelu. Nikoli ni bila močnejša kot zdaj. Torej, ljudje gledajo samo na negativno plat, ampak moramo se boriti. In zdaj imamo ameriško administracijo, ki bo podpirala ta boj. Sem v stiku z Leom Terrellom, on vodi boj proti antisemitizmu. Mislim, imate izjemne prijatelje, kot jih še nikoli niste imeli. George W. Bush je bil prijatelj Izraela, vendar to ni nič v primerjavi s tem, kakšen prijatelj Izraela je predsednik Trump. Nikoli niste imeli takšnega prijatelja, zato moramo to izkoristiti. Kjerkoli so žarišča, dejansko obstaja administracija, ki je za to mar. Težava je v državah kot je Kalifornija, kjer ste imeli Paula Kesslerja, ki je bil ubit, ko je zagovarjal Izrael, in muslimanski profesor, ki ga je ubil, dobi 1 leto zapora. Ko ljudje niso kaznovani za zločine, ki jih storijo proti Judom, je to nevarnost. In trudimo se, da bi zvezne oblasti vložile obtožnice proti osebi, ki je ubila tega ameriškega Juda,
in da bi te ljudi ustrezno kaznovali. In to bo odvračalo antisemitizem. In kakšno je vaše sporočilo izraelski vladi, ko se bližamo volilni sezoni tukaj v Izraelu, glede na to, da ste tako zgovorni in imate tako dober vpogled v situacijo v Združenih državah? Kaj bi na primer svetovali predsedniku vlade, ki prihodnji teden potuje v Združene države? Nikoli jih ne slišim govoriti o anglo-ameriški pogodbi. Nikoli jih ne slišim govoriti o odločitvi Društva narodov iz leta 1922. Nikoli jih ne slišim govoriti o dejstvu, da smo podedovali deželo Izrael. Nikoli jih ne slišim govoriti o dejstvu, da je druga stran, ko govorim na primer o Iranu. Kaj je alternativa temu, kar predsednik Trump počne z vojaškim napadom na Iran, ko so bili le nekaj tednov oddaljeni od atomske bombe? In to je rekel Tony Blinken kot državni sekretar pod Bidenom. Kakšna je bila alternativna politika druge strani? Oni nimajo racionalne politike, kaj storiti. Ko so rekli, da jih bomo po potrebi vojaško ustavili, je dejstvo, da je očitno, da jih ne bi. Ker ko se je predsednik Trump odločil za to in nekdanji namestnik direktorja FBI Dan Bongino je rekel, da smo videli obveščevalne podatke. Ni bilo druge možnosti, da jih ustavimo, kot da jih ustavimo takrat, ko so jih ustavili. In demokratska stranka soglasno, razen Johna Fettermana, pravi ne storite tega. Torej to, kar so naredili, bi Iranu omogočilo, da pride do bombe. To je bistvo. In ni nobenega racionalnega razloga, da bi režimu, ki je danes največji vir antisemitizma in sovraštva do Izraela, katerega edini cilj je uničiti Izrael, dovolili, da pride do bombe. Toda dejstvo, da so nasprotovali vojaškim prizadevanjem, da bi jih ustavili, kaže, da bi jim to dovolili. Tega stališča ni mogoče braniti. Namesto tega pa napadajo nas, mi pa poskušamo braniti odločitev predsednika Trumpa, namesto da bi napadli njihovo stališče. Napasti moramo to, kar je njihova alternativa. In trenutno ste v Izraelu na obisku, s kakšnim namenom? Torej, prišel sem, bil sem profesionalni teniški igralec svetovnega ranga, bil sem 736 na svetu, ko sem bil star 22 let. Del mojih sanj je bil igrati na makabijskih igrah, imajo starostne skupine. Tako sem igral v kategoriji 60 let in več v tenisu. In osvojil sem srebrno medaljo. In bronasto v dvojicah zlata mi ni uspelo osvojiti, ampak naslednje igre so čez 3 leta. Moram delati na tem, da shujšam in pridem v boljšo formo za to. To je bil del cilja in rekli smo, veš kaj, ostanimo tukaj dlje, da dobimo priložnost, ker sem se mogel res osredotočiti na tenis. In res si želim videti več države, obiskati ljudi pa prijatelje, ki jih imamo tukaj, ter uživati v času, ki ga preživljamo tukaj. Imava hčerko, ki se je priselila v Izrael oktobra in tako lahko preživijo več časa z njo. In to je bilo izjemno potovanje, zelo uživava. Odlično. Torej, zadnje besede, ko prihajava do konca tega intervjuja, vaše razumevanje situacije v Izraelu in svetu danes. No, mislim, da veste, ljudje gledajo na prihajajoče izraelske volitve. In dejstvo je, da vse stranke, če bi zavzele ista stališča kot pred 30 leti, bi bile obravnavane kot desničarske stranke, razen stranke Jaira Golana. V resnici gre za desničarsko usmerjeno prebivalstvo. Če bi izločili arabske glasove, kar preprosto ne vključuje judovskega prebivalstva Izraela, vidite, da gre za zelo desničarsko skupino in potem je dejstvo, da desničarski glasovi, ki gredo Avigdorju Liebermanu, ne mara Netanjahuja, ne bi služil pod Netanjahujem. Ampak to so vse desničarski volivci. To je veliko bolj desničarska skupina ljudi in vidiš moč izraelskega ljudstva, ljudi, njihovo navdušenje nad služenjem. Rekli so, da še nikoli niso imeli večjega navdušenja ljudi za služenje v bojni coni, kjer tvegajo svoje življenje. Moč in pogum sta neverjetna. Bil sem na enem od naših dogodkov Izraelska pravičnost. Prišel je general Efi Eitam, ki je bil v mestu in je prišel ter spregovoril. In govoril je o tem, kako je 7. oktobra, ko je imel 71 let, skočil v svoj poltovornjak ali karkoli že, sedel v avto in se odpeljal na jug. Kot nekdanji general, ampak se je boril na prvi liniji, naletel na pripadnike Hamasa in pomagal organizirati skupino vojakov, da so ubili pripadnike Hamasa. Da njihovo delo nikoli ni bilo končano, tudi kot nekdo v svojih 70-ih, ki je sodeloval v operaciji Entebbe, da se je še vedno boril. In to je neverjetno. Dobiš takšno moč, ko si tukaj in srečaš te ljudi. In odnos in pogum sta neverjetna. In to je nekaj, kar je navdihujoče biti del tega. In to, kar poskušamo narediti v Ameriki, je pomagati ljudem, ki resnično tvegajo svoje življenja in so na prvi liniji,
ter narediti, kar lahko v Združenih državah, najpomembnejši državi, za pomoč Izraelu. In imamo v predsedniku Trumpu izjemnega prijatelja. In upamo, da bo tako tudi ostalo. Tudi če bi ga Bog daj nasledil nekdo drug, bi si želeli, da bi ostal prijatelj. Ne poznamo prihodnosti, vendar vemo, da imamo trenutno odličnega prijatelja in želimo si sodelovati z njim. Fali Vajs, najlepša hvala, da ste se mi pridružili v studiu JNS. Vesel sem, da sem tukaj. Hvala, ker ste me povabili.